Se odpravljaš v Turčijo, potem je ta video direkt zate. V tem videu ti bova namreč predstavila top 5 destinacij, ki si jih moraš obvezno pogledati, če se odpravljaš na potovanje v Turčijo. Hej ho! Dobrodošli nazaj na najinem kanalu. Z vami so tako kazmeri Ponč pa Sonč oziroma Alex in Cindy in po dolgem času snemava en studijski vlog. Kot veste, so se pred kratkim potepala po Turčiji in videla so res veliko stvari. Zdaj, ker je Turčija toliko ogromna in ima toliko za ponuditi, so se odločila, da sestavlja video, kjer vam dava nek nasvet, kaj si pogledati, če ste majčkeno omejeni s časom. Tako da, Cindy, kar pojva na 5. najboljšo stvar, ki si jo lahko pogledate v Turčiji. Za 5. mesto sva si izbrala Egejsko morje. Turčija ni zastonj čarterska destinacija. V bistvu veliko ljudi se tja odpravi z neko agencijo, grejo v nek hotel, en resort, velik all-inclusive hotel in v bistvu tam preživijo kar cel teden, 2 tedna, kakorkoli. In ja, Egejsko morje v Turčiji je res čudovito. Rada bi omenila, da je Turčija nabita z zgodovino, s kulinariko, z raznimi stvarmi, ampak pri ogledu vsega tega ne smete pozabiti tudi na počitek in na malo uživanja. Zato na 5. mestu Egejsko morje in uživanje ob plaži. Na območju Anatolije oziroma Turčije se nahaja en kup enih antičnih ostankov oziroma antičnih mest. Tam boste najdli starodavno Trojo, Pergamon in še mnogo drugih. Zdaj, vsa ta mesta so ful lepa, veliko imajo za ponuditi, nekatera so boljše ohranjena, druga manj. In če bi si midva mogla zbrati eno izmed vseh teh mest, bi si izbrala mesto Efes. Efesus oziroma Efes je med vsemi antičnimi mesti najbolj slaven, največji in tudi najbolj ohranjen. Tudi sama sem se sprehodila skozi njega, tako da, če niste pogledali tega vloga, je res nabit z informacijami, ful boste novega zvedeli o njemu, tako da kliknite na tole povezavo, ki se bo zdaj tukaj pripeljala, ali pa tudi spodaj v opisu videa vas čaka link. Če boste obiskali Efes, si morate nujno pogledati Celzovo knjižnico, ki je včasih hranila kar 20.000 knjig oziroma zvitkov, pa tudi en ful velik amfiteater vas čaka, lahko uprizorite kakšno antično igro. O, Romeo, zakaj si Romeo? Julija, zakaj si Julija? Joj, Alex, to ni ta prava igra. Grško gledališče je grško. Tega takrat še niso poznali. Tako da ja, zaradi vseh teh razlogov Efes na 4. mestu. Na 3. mesto sva uvrstila velemesto Istanbul, ki pa mimogrede ni glavno mesto Turčije. Nekateri zdaj to zamešajo oziroma ne vejo, glavno mesto je namreč Ankara. Istanbul je bil skozi vso svojo zgodovino vedno zelo pomembno mesto. Vladale so mu različne civilizacije in to sem močno poznan na njegovi arhitekturi, kulturi, kulinariki. In ja, samo mesto je res nabito z energijo, majčkeno kaotično, ampak ima dušo. V glavnem, mesto Istanbul je ogromno in prepričana sva, da tudi če boste tam preživeli cel teden, si ne boste uspeli vsega pogledati, ker je toliko veliko. Če pa boste v bistvu omejeni s časom, oziroma če ste omejeni s časom, pa bi vam rada svetovala 3 stvari, ki so najbolj prepričane. Prva je zagotovo okrožje Sultan Ahmed. To je v bistvu nekako srce Istanbula, ta star del mesta, kjer se nahajajo tudi vse te pomembne glavne stavbe, se pravi Hagija Sofija, Modra mošeja, Topkapi palača in tako dalje. Kot drugo bi rada omenila sosesko Balad, ki je tak avtentičen barvit predel mesta. In to, da je barvit, ni nikakršno pretiravanje. Res, tam boste najdli stopnice v vseh mavričnih barvah, marele obešene v vseh mavričnih barvah, pa tudi stavbe, pročelja v vseh mavričnih barvah. Tako da je res ful fajn za kakšno fotko pritisniti oziroma lahko tudi vidite in doživite, kako domačini živijo. V Istanbulu je na tisoče mošej in v bistvu, če si hočete pogledati eno, ki je res zelo veličastna in lepa, si naredite uslugo in obvezno pejte pogledati Sulejmanijevo mošejo. Po najinem mnenju je najlepša, bogata je zgodovino, gre za enega izmed arhitekturnih dosežkov Carigrada, tako da res top.
Turčija pa seveda navdušuje tudi z vsemi svojimi naravnimi lepotami. Zato sva za drugo mesto midva izbrala snežno-bele ponvice v Pamukalah. Kaj preveč besed ne bova zgubljala, sva cel vlog posnela od tega, kaj je res krasen. Spet, tlele sem vam bom pripeljal ali pa spodaj v opisu. Ampak čistko, na kratko, gre za planoto, ki je v bistvu res bele barve. To pa v bistvu zaradi termalnih vrelcev, ki puščajo za sabo sledi kalcijevega karbonata. In v bistvu zgleda, kot da sneg padel na 40 stopinjah, tako da kopate se lahko v termalnih vrelcih, zraven pa pozirate, kot da ste na snegu. Ful dobro za videti. Pa smo prišli do slavnega prvega mesta. Aleks, bobne prosim. Na prvo mesto sva midva uvrstila eno in edino pravljično deželo Kapadokijo. Kaj da je bilo kaj druga za pričakovati, ne? Zdaj, Kapadokija je res ogromna dežela in lahko bi rekli, da je popolnoma iz drugega planeta. Za Kapadokijo vam midva svetujeva, da si rezervirate vsaj nekje 3 dni časa, tako da jo res lepo raziščete in si jo v celoti pogledate. Kapadokija je seveda poznana po vseh svojih teh geoloških strukturah. Poznana je po tem, da lahko prebivate v hotelu, ki je narejen v jami, se malo jamske ljudi igrate. In pa lahko upravite tudi en kup enih pohodnih poti po raznih dolinah s temi strukturami geološkimi. Pač posebnost teh dolin pa je, da niti ena ni ista. Imate dolino Gobic, imate dolino Dimnikov, imate Kameljev, imate Ptičjo dolino, skratka, ne bo vam zmanjkalo stvari za obiskati. Če pa ste zelo omejeni s časom in v bistvu bi mogli zbrati samo eno stvar, ki si jo lahko pogledate v Kapadokiji, bi pa midva svetovala polet z balonom. Kar naredi ta polet tako magičen, so 3 faktorji. Prvi je ta, da je v bistvu ta polet z balonom ob sončnem vzhodu in saj veste, pač sončni vzhodi so zmeri čudoviti. Druga stvar je, da je pač ta pokrajina res izjemna in neverjetna in pač prav neverjetno in čudovito jo je občudovati iz ptičje perspektive. In kot tretji faktor, dejstvo, da v zraku ne bo samo vaš balon, ampak še 1000 drugih balonov. Samo predstavljajte se, nebo napolnjeno z baloni, neverjeten. In mislim, da res nikjer drugje na svetu ne moreš doživeti nečesa takega, kot lahko to doživiš v Kapadokiji. Pa še ena bonus stvar. Vsi te posnetki, ki ste jih videli tekom tega studio vloga, sva jih posnela midva, ko sva bila v Turčiji. Ja, celotno potovanje po Turčiji sva snemala, sva vlogala in v bistvu vse sva zajela v popotniško serijo vlogov po Turčiji. Če si še niste pogledali teh vlogov, vas vljudno vabim, da si jih pogledate. Vlogi po Turčiji so res polni koristnih informacij, najnih doživetij in utrinkov iz potovanja. Zavedava se, da vas zagotovo zanimajo tudi stroški tega najnega celotnega road tripa po Turčiji. Zato bova v naslednjem vlogu, ki prihaja naslednji teden, posnela celotne stroške najnega potovanja. Se pravi, razčlenila bova, koliko sva zapravila za letalsko karto, hotele, prenočišča, hrano, pijačo, vstopnine, se pravi vse od A do Ž. Video je narejen z namenom, da si potem lahko sami nekako preračunate, koliko bi vas prišlo tako potovanje in seveda tudi glede na vaš način potovanja. Zato vas vabiva, da se naročite na najin YouTube kanal, da ne zamudite tega naslednjega vloga. Kliknite tisti rdeč gumb, je zastonj, pa čist nič ne grize. Tisti, ki piše gor, naroči se ali pa subscribe. Tako. Pa, a ste mogoče že bili v Turčiji? Kaj pa je bilo v bistvu vam najbolj všeč v Turčiji? Dajte napisati spodaj v komentar, naj jo res zanima. Če se ti je zdel tale video koristen, če si dobil kakšne nove informacije, daj prosim pritisni všeček tam spodaj, tako da bo tudi YouTube vedel, da je dober video in ga bo predlagal tudi ostalim popotnikom, ki morda glih te informacije iščejo. Se vidimo torej v naslednjem finančnem vlogu. Do takrat pa, gole!